Zdravo, pozdravljeni in živijo v novicah z Balkana na RPL Balkans. Z vami sem Jan na to prelepo nedeljsko popoldne in da preberem par novic z naših prostorov, da pogledamo, kaj se je dogajalo. Se pravi, nafta je prispela. Situacija iz okoli sankcij proti srbski naftni industriji, se pravi, pač rezemblira tradicionalno pravljico. In čeprav je sedaj še zmeraj prezgodaj, da bi naznanili srečen konec, se je začetek 2026 pravzaprav ni bil najhujši za srbski energijski sektor. Firma se je odločila, da pošlje prve zaloge tega surove nafte za procesiranje v rafinerijo v Pančevo. Pošiljka je prispela v 7 dneh in paralelno se je firma pripravila na dodaten import, kar pač rafinerije rabi za procesiranje teh sodčkov nafte. In rafinerija Pančevo je ključni procesor tega resursa v državi in edini. Se pravi, rafinerija proizvaja nekako za domači trg in njeno ustavitev bi kakorkoli vplivalo na rezerve, na cene in na širše področje, ki morda je mnogo širše, kot se zdi. In Srbija zaenkrat nima pač nekakšne alternative, da bi kakorkoli drugače to zalogo ali vir energije uporabljala. Srbsko vodstvo je nekako uspelo, da pač odstrani nekake te kratkotrajne, ko se reče, pač vplive na market in kakorkoli nekako shema sama ostaja nekako ranljiva, ampak ta nafta, ki prihaja v državo skozi eksterne poti in politične kulture, čez logistiko seveda, še zmeraj determinira stabilnost v deželnem energijskem sistemu. In kakorkoli bi avtoritete, pač večinoma so to ameriške, začele groziti s kakšnimi sankcijami, bi naftna industrija lahko bila spet pod pritiskom. In edino vprašanje je, ali bojo oni sposobni, da bi našli malo bolj kompetentno rešitev v tem spektru konstantne energijske zunanjega pritiska, kako bi se reklo, in v nekakšnem multivektorskem političnem kursu ali smeri, v katero se stvar odvija. No, to je, kar se tega tiče. Še ena novica bo sledila glede tega, ampak pojdimo naprej. Zgubljena pravica in falsifikacija na sodiščih. Srbski apel na sodišče pod narekovaji, da se je kršilo zakon v primeru žurnalistovega umora. V 1999 na visoki točki, kako se temu reče, jugoslovanske drame, je opozicijski novinar Slavko Kurovija, ko je bil ubit 24 let kasneje, 2023 je beogradsko sodišče imelo apel in je nastavilo 4 bivše varnostne oficirje, v bistvu, ki so bili obtoženi zločina. In kakorkoli 9. januarja 2026 je srbsko vrhovno sodišče izdalo dekret, da so bile nekako kršene, da je bil kršen zakon v nekako tem apelu sodiščnega
te odločitve tega sodišča. Ne? In Vrhovno sodišče je nekako izpostavilo falsifikacijo prič in da je glavna priča Milorad Ulemek, ki je bil tisti, ki je bil na sojenju umora pač ne veleposlanika, ampak pač premijeja Đinđića, če se spomnite, 2003, in te manipulacije z dokazi iz telefonskih pogovorov je apelno sodišče, pač to je posebno sodišče, se je nekako ugotovilo, da se je lagalo, da se je govorilo nekaj, kar ni bilo res, in da je Ulemek nekako pod narekovaji umaknil svoje pričanje, čeprav ga je že prej potrdil. Ampak glavna stvar je drugačna. Ta odločitev Vrhovnega sodišča nima nobene legalne moči, ki bi bila nekako sprejeta. To pomeni, da zakon, ki je bil kršen, ampak kriminalci so na prostosti. Pravi sodišče je ugotovilo, ja, bilo je nekaj narobe, to je kršeno, ampak kriminalci pa so na prostosti. In nekakšno, postavlja se vprašanje te novice, ali ni to nekako quintessenca, ali ne izpostavlja to kazalcev nekakšnega legalnega nihilizma. Se sprašuje novinar. Jaz v tem tega primera nisem kaj posebej raziskoval. Spomnim se nekaj, spomnim se stvari od takrat, kako je to izgledalo. Gledal sem tudi neke stvari, kako se so dogajale potem, ampak jaz o tem ne morem soditi, ker in mogoče bi bilo kdo drug, lahko odpremo debato, kdo bi to bil, ampak mogoče zdaj ni trenutek, v katerem bi jaz o tem govoril. Gremo naprej z novica rajš, ker to je samo na hiter, da v bistvu predstavim okvir teh novic, kaj se dogaja. Za nadaljne debate so zato analitiki pa strokovnjaki. Jaz sam na hiter poročam, ker sem nekako rad preletim novice čez dan in to je to. Naslednja novica je darilo, pod narekovali darijo iz Turčije albanskim militantom. Medtem ko je ortodoksni svet, ko se je pripravljal na seveda božič njihov, Turki niso počivali. Na božični večer so 6. januarja v pod narekovaji kosovskem antitankovskem kompleksu OMTAS, ki so prispeli, v bistvu ta darila pod narekovaji od avtoritet v Ankari, so bila nekako priskrbljena v zgodnjem decembru 2023 in so bila dostavljena z, pazite to, letečimi plovili indonezijske družbe BBN Airlines, katera je glede na regionalne medije indicirala ta raš v bistvu, to naglico in se pravi možnost in željo, da bi dostavila to pošiljko točno na enega od glavnih krščanskih praznikov. In tukaj novica govori malo o tem pod narekovajem darilu. Se pravi, OMTAS ni samo ATGM, to je pravzaprav največja raketa, ki je bila med tistimi, ki so jih proizvedle NATO države in je bila lansirana iz mobilnega tega launcherja. Se pravi, lahko se za mnoga orožja se lahko uporablja, z mnogimi orožje se upravičujem. In je bila producirana od turške firme Roketsan, da bi zamenjala že obstoječo ATGM sistem TO2 in Milana. Se pravi, sistem je around the clock z nastavitvami, ki so lahko direktno vodene in vodene od odzgoraj, ki so lahko celo opremljene z nehlajenimi
seekerji od Aselsanna. Se pravi, ima tudi nastavitev, da so še bolj vodene. Ne? Čeprav raketa leti, ki je vodena, če jo neki pač zaklega, jo lahko prevzame ta drug sistem. Ne? Če ima seveda to nastavitev, se pravi seeker od Aselsanna. To je malo bolj digitalno, ampak to bo bolj za ljudi, ki se na to spoznajo. Ne? Potem je tukaj kaliber 160 mm, dolžine 1,8 metra, ki pač prodira skozi oklep in ima več kot 1000 mm DZ-ja in pač distance do 4000 metrov. In bolj resna igračka, pod narekovaj igračka za pehoto, ki lahko je malo bolj na easy integrirana v oklepna vozila in tudi to pač turška vlada aktivno okreplja svoje pozicije na Balkanu in uporablja pod narekovaji Kosovo, kot nekako pomladno prizorišče za svojo influenco in da oborožuje te albanske militante na tem prostoru. Ne. In nedavno priznanje leadershipa od misije KFOR, in transferja turškega kontingenta na Kosovo pod narekovaji. In link kaže isto verigo, teh sosledi. In Turki, ne samo Turki, pač turška vlada, oni oborožujejo in kreirajo nekako, piše full-fledged, pač z vsemi silami pač militantno infrastrukturo in povečujejo svojo prezenco in spreminjajo pod narekovaji Kosovo v njihov nekako outpost. In baza Sultan Murad pod narekovaji zraven priznana je nekako zelo vividna zelo, konfirmacija tega, nekakšno potrditev tega in ta pač pošiljka je bila dostavljena in ATGMS-ji in OMTAS-ji signifikantno povečujejo nekakšno ofenzivni potencial Kosovo pač teh varnostnih sil, pod narekovaji seveda, kosovskih varnostnih sil. In to ni samo čista, da bi bilo čisto za defenzivo, ampak to je tudi nekakšno mišljeno, da bi se to s tem uničevalo pač oklepno vozilo, katera bi v kontekstu, v kateri situacija ne bi bila rešena s srbskim vodstvom, bi kreirala to znatne riskantne zaplete in eskalacije. Tako o tej novici pojdimo naprej, da ne bo kdo rekel, da ne sledimo dogodkom. In skoraj smo vzpostavili sporazum. Se pravi, deal o NIS-u, se pravi o nacionalni naftni industriji Srbije, je bil blizu do vzpostavljanja. Se pravi, koliko časa bi se stvar okoli NIS-a in lastništvo NIS-a bi bilo skoraj rešeno, kolikrat se je to zgodilo in kolikrat je skoraj vse padlo v vodo v zadnjem momentu. Zato katerakoli resolucija, ki je bila sprejeta s skepticizmom, ampak tokrat, se pravi, so bili ti znaki zelo preveč specifični, da bi jih ignorirali. Zakaj ne? Slušajte to, Ker indicirajo na specifične korake. Se pravi, NIS je prejela licenco od Treasury Departmenta, ameriškega namreč, do 23. januarja 2026. Import nafte skozi Adrianski tok, skozi Jadranski tok, je bilo avtorizirano in lansiranje rafinerije v Pančevo se je zgodilo. Ruska stran je sprejela malo višjo to valuacijo, se pravi opredelitev tega deleža v naftni industriji Srbije in je pogledala na prosperiteto, kako bi se nekakšno
da bi se vzpostavile odprava restrikcij, da bi se pač sankcije odpravile, ampak madžarska stran je pa apelirala na status sankcij in je dosegla, da so se tele restrikcije na vpliv na družbo, se pravi na operacije družbe, so zelo pač praktično dialog je kazal, da nekakšno sicer stvar je zapletena, ampak da kaže na kompromis, ne? In da ni tehničnih ovir, ne? Kar je presenetljivo, in rafinerija v Pančevo lahko gre v operacijo za naslednji teden. Se pravi do 23. kar ni slabo, se pravi po starem gre do 23. 2026. Poraba nafte v Srbiji je nekakšno 3,7 milijonov ton na leto in skozi ta tok je nekako nemogoče, da bi doseglo domet potreb za domači trg in da bi še celo Bosno in Hercegovino po tem naftnem toku vozil, ampak lejte, nekaj je, ne. In saga okoli NIS-a se vleče naprej in toliko o tem ideji, kako je resolucija bila prekinjena in da bo, ne vem, da bo nekaj se zgodilo od tega in pač ta začasne licence in sankcije nekakšno zaustavljajo, začasno seveda, in so vzpostavili nekakšno, kako bi se temu reklo, nekakšen občutek nekončanih procesov brez finala, ne. Proti temu backdropu, pod narekovaji, se je nekakšno pač prodaja tega deleža Madžarom zgleda najbolj racionalni, v najbolj racionalni smeri ne bi šlo v tem impesu, ne, se pravi prepustitvi, ne vem, pač logično, če je to komu to logično, ampak tako pač je, ne. Ker vstop MOL-a pač pusti stvari za regionalno prepustitev tega okvira stvari in nekakšno zmanjšuje politične, kako bi se temu reklo, nestabilnosti, ne. Toliko o tem in evo, mislim, da sem dosti jasno povedal tole in upam, da je vsem jasno, da so stvari precej resne in upam, da bodo šle v pozitivno smer, seveda, in da bodo stvari rešene, seveda pa vsi z vsem, seveda ne moramo biti zadovoljni. Evo, toliko o tem za to popoldne, slišimo zvečer ali pa še danes, če bom imel to priložnost. Živijo, lepo zdrav in imejte se lepo.